Via Positiva. Via Positiva. Via Positiva. Prijazen pozdrav, drage poslušalke in cenjeni poslušalci. V tokratni oddaji bomo spoznali gospoda Romeja Vovka iz Ilirske Bistrice. Pozdravljeni. Pozdravljeni. Vi ste vsestranski umetnik, ampak ker je danes dan samostojnosti, je prav, da s tem začneva. Kaj vam pomeni domovina? Kako ste svoj odnos razvijali in ob besedi domovina na kaj najprej pomislite? Ja, meni pomeni domovina zelo dosti, ali pa pravzaprav večino tega, kar razumemo pod to besedo. No? Domovina, dom, domovanje. Jaz sem tako navezan na to deželo, na svoj kraj, da si ne predstavljam, da bi mogel recimo zapustiti jo za daljše obdobje. Kaj mi pomeni? Pomeni mi, mogoče se sliši stereotipno, ampak pomeni mi zaresene korenine, ne? Da vem, kje sem, kje se bom dobro počutil vedno, kadar bom tukaj. Ja, včasih človek domovino še bolj občuti, ko gre res nekam drugam. Včasih smo šli do Trsta, pa Trst je strašno blizek tukaj naših krajev, pa jaz se tam že nisem več dobro počutil. Ali pa v Ljubljani, v srednji šoli, ko sem bil. Ljubljana je bila že zame en drugi kraj. Jaz tam sem mogel biti tam leta, da sem se navadil, da sem tisti prostor imel za svojega. Domovina je bila, vsaj v tem res prav najožjem smislu, zmeraj Bistrica. Tako da, kadar rečem domovino, se pomislim na svoj kraj, na ljudi, predvsem na ljudi, ki delajo to domovino, dom, da se tukaj dobro počutimo, na šlahto, na znance, na prijatelje, na te ljudi, ki se poznamo od malih nog naprej. Ne. Ki ste jih vi oblikovali in oni vas. To je vzajemno. Ilirska Bistrica, kako okolje vpliva na vas? Ta prepišnost v pozitivnem pomenu besede, tudi burja, ki povleče, pa ne nazadnje ta odprtost, ki obdaja Ilirsko Bistrico, res da imate mehke griče, se vam zdi odprt ta kraj in je morda kje kakšen zaseljek, ki je res vaš, ali ste prav Bistričan? Jaz sem prav Bistričan, sem rojen par metrov stran od Bistriške Vede. Mogoče sem zadnji, ki sem rojen doma in ne v porodnišnici. Je ena taka zanimiva zgodba. No. Takrat so že mame porodnice vozili v Postojno. Postojna je še danes tako popularna za dojenčke. Ta prepišnost, je nekaj na temu, ne? Ljudi so, tako, kadar človek začne malo s tem domoznanstvom, od vse posod so prihajali in se vstavljali tukaj. Tako, imamo eno zanimivo preteklost, verjetno tudi zaradi te prepišnosti. Kakšen zaseljek? Vse mi je, pravzaprav meni vse deluje zelo domače. Enkrat je sin rekel, ki je bil študent v Ljubljani, kako se on lahko drugače pogovarja se z ljudmi, ki rečejo ki govorijo na ki ga rečejo da. In tako podobno tudi jaz razumem. Sem bil delovno dobo sem bil učitelj, da sem učil na šoli, pa mi je bilo nenavadno, da danes otroci, tudi če zrastejo v tem prostoru, ne govorijo več tako, kar smo mi govorili, ne? Ker je tudi tu en del domovine. Drugače pa te vasice, moja mama je Bistričanka, oče je bil z Velike Bukovce in od tam tudi ti neki glasbeni talenti izvirajo, on je bil tudi muzikant in tako naprej. Mogoče, ampak
Stari starši so prezgodaj umrli, da bi kakšne globje korenine navezali, recimo na dom od stare mame, starega očeta. Tako da jaz sem se počutil Bistričana celo otroštvo, celo življenje. No, tako je. Tako svetla osebnost ste bili vedno takšni, ali to izvira tudi iz te vaše globoke povezanosti, iz prijateljstva, ki so stkana s tukajšnjimi ljudmi? Ko vas poslušam, se mi zdi, da imate dobre odnose, da imate lep krog, zelo povezani in, kot rečeno, vtkani v to okolje. Ja, seveda, no, če človek živi tako skoraj 70 let v enem kraju, seveda vsi ljudi se več ali manj poznamo. Ja, od zmeraj, tako se mi zdi, da so te relacije med mano in med temi drugimi Bistričani take, no, lepe, spoštljive. Seveda ker sem jaz rasel, ker sem bil jaz mladenič, recimo tiskrat, ker se nekako širi ta krog, ne, po horizontali, po vertikali, je bila Bistrica še tako ena malo večja vas in smo se družili in imeli te svoje fantovske obredja, ki smo še tu vzdrževali, no danes tega ni več, ne, ampak na ta način, ja, človek stke ena take vezi, ko ste jih vi opisala, pristne in seveda se to pozna za celo življenje naprej, ne, ja. No in tudi vaše delo, vaš poklic, ja, so bili takšni časi, ne bi bila vloga učitelja, da vzgaja, ne samo svoje, ampak vzgojitelj rodov prihodnjih generacij in zagotovo ima učitelj, je imel, verjamem, da vi v svojih letih ste imeli to poslanstvo, neko odgovornost vzgoje mladega rodu in seveda vas kraj drugače gleda, ker vam zaupajo svojo mladino. Vi pa verjamem, da ste bili dober učitelj. Ste imeli lepe navezave z učenci? Ja, kar lepe. Jaz moram povedati, no, nisem bil celo delovno obdobje v Bistrici, sem bil tudi v Podgradu in v Knežaku, no, to je še zmeraj občina, domača občina. Tako da sem spoznal, mogoče tudi, je to zanimivo bilo takrat mi kot mlademu človeku, spoznava tudi ta različna okolja, različne temperamente, tako blizu, pa toliko enih različnih specifičnosti, tako da to mi je bilo zanimivo, ja. Če sem bil dober učitelj, no, to bi bolj otroci, tisti, ki se jih imel, znali povedati. Ja, no, ampak na ulici vas pozdravijo? Ja, seveda. No, to mislim, da je dober znak. Ja, ker ne moramo iti čez cesto več teči, zdaj preč prometa, da bi se izognili drugemu. Včasih smo bili veliki zadregi, kadar smo srečali kakšno učiteljico, tovarišico smo takrat rekli, smo gledali, če se da kje uiti na drugo stran, da se ne bi treba srečati. No, mislim, tega danes ni tega več, no. Kaj vam je bilo pa pomembno, ko ste bili med mladimi z otroki, kaj ste jim želeli predati? Ja, to sem te povedal prej. To predanje, ja, je in poklic ima tudi eno poslanstvo, ta učiteljski poklic. Jaz sem pa vanj čisto slučajno, veste, nisem imel kakšnih razmislekov resnih pred tem, ko sem se odločil za ta poklic. Jaz sem samo bežal pred služenjem vojaščine, ker meni se je zdelo po srednji šoli, nisem bil navdušen šolar, se mogoče je dobro, da tudi kakšen tak pristane med učitelji, ki ni najbolj srečen v šoli. Bolj razume potem tudi različna stališča otrok? Seveda, ja, zaradi tega, ja. Ja, no, ampak tako sem pa s časoma seveda razumel ta poklic, tako da lahko res še kakšno stvar, poleg tistega, ki je šolsko predpisana, pa obvezna, pa nujna, da lahko človek, ne vem, ali z besedo, ali kakorkoli, ali z vzgledom, lahko človek nekaj še doda, ne, posebej v teh
ja, majhnih, na pol vaških okoljih, ne, se mi zdi tu možno, ne, ker so otroci mogoče tudi bolj dovzetni, no, saj ne vem, nimam izkušnje, kako bi izgledalo v večjem kraju, v večjem mestu, ampak tako se mi je zdelo, da lahko tudi skozi to svoj poklic, svoje poslanstvo, kaj povem še, ali pa ne vem, navežem te otroke na ta kraj, tako no, da bojo čutili tukaj kar nekaj svojega, ne, da bo to en del pripadnosti, ker je ta pripadnost, se mi zdi tako pomembna, ali pa zmeraj bolj pomembna, ne, bolj kot nam nekako povzi, se vsem tam, kar se dogaja, ne, okrog nas nekako izgubljamo, pa meni se je to zdelo pomembno, pa da so otroci vezani na domač kraj, da ga imajo, da ga poznajo, no, če ga bojo imeli radi, to je njihova stvar, ampak da ga poznajo, no, tako. Ste jih spodbujali k raziskovanju, vas je vedno zanimalo izročilo, vi ste ga precej tudi ohranili, mu dali vrednost, spet ga ovrednotili, so vam otroci sledili? Ja, je bilo nekaj tega, kolikor se je dalo, ja, sej. Včasih je bilo več, smo imeli več učitelji teh nekih priložnosti takih, ne, da se je dalo malo kakšne te raziskavce delati, ali pa no, niti ni bilo nujno, da je to bilo razpisano od kakšnega zavoda ali ne vem, ministrstva ali česarkoli. Dalo se je to narediti tako mimo grede, ne. Ja, smo raziskovali, ena luštna raziskava mi je ostala v spominu, ko smo raziskovali obutev, pa kaj so vse ti otroci, ampak to je bilo tako mimo grede, ne vem, če smo kakšne, jaz sem bil razrednik temu razredu, no, in pa smo delali tako z dobro voljo, vmes kakšno razredno uro smo za to ponucali, pa več prostega časa, in kaj so vse eni otroci, ja, kako so zares vzeli in te raziskave, in še danes mi je tu mogoče res najbolj, čeprav jih je bilo ena vrsta, ne, ampak tam je ostala nekako tako v spomini, kakor ena posrečena taka oblika in druženja in širjenja teh obzorij, no, tako. Ste pa dlje časa ali tudi v šolskem prostoru pokazali, da ste glasbenik, da vam je ljubo muziciranje in ste to vpeli tudi v svoje poklicno delo? Tudi to, ampak jaz sem likovnik bil po stroki, ne, tako da ni bilo toliko priložnosti za to glasbeno izročilo. Ja, ko smo delali kakšne predstave, recimo, zadnja leta smo si tako malo razdelili tam v zbornici, kdo bo kakšno prireditev malo bolj skrbel zanjo, no, in prav eno leto smo imeli pred tem praznovanjem današnjim, smo imeli eno prireditev in je bilo posvečeno temu izročilu, tudi glasbenemu, in so otroci tako poslušali. Tako so poslušali, smo imeli tako lednice, pa no, od Miklavža, pravzaprav od Svete Barbare naprej, pesmi, ki se vežejo na te svetnike decembrske, godovnike, pa potem na koledovanje do 3 kraljev, no, ta ciklus smo zajeli, je bilo zelo imenitno, ja, no, vsaj meni je tako ostalo, upam, da tudi drugam, pa da so otroci nekaj od tega imeli, ja, seveda, ja. Tisto glavno, kar je tudi nas spodbudilo, da smo vas poiskali, gospod Romeo Vovk, tule v Ilirski Bistrici, je zagotovo tudi razbarjanje, pa jaslice, ki so bile na poti in so tudi prišle do Svetega očeta, do Vatikana, torej do papeža. Pa še veliko drugih imenitnih ljudi ima vaša dela v spomin, do tega bova zagotovo še prišla, ampak ne bi želela preveč preskakovati, zato se zdaj bolj glasbi posvetiva. Bi rekli zase, čeprav izpostavljate likovno ustvarjalnost, ste bolj glasbenik po duši ali vendarle je ta izraz likovnosti tista močnejša? Ker verjetno vas v Sloveniji tako širše najbolj pozna
poznajo prav po triju, Volk Folk skupini, kjer ste skupaj s hčerjo in pa sinom in ste dobivali tudi priznanja za tiste, ki imajo radi ljudsko pesem. Ste pač nek sinonim, ste del zelo poznanih ustvarjalcev, poustvarjalcev. Ampak kaj ste bolj? Ja, zanimivo, ja. Tu sem že včasih sam razmišljal. Ta dva talenta sta zelo povezana, se mi zdi. Pa mnogi imajo to dvojnost. Ja, kadar smo bili študenti na pedagoški akademiji za likovno vzgojo, mi smo tam kar peli. Koliko je bilo enih talentov tam glasbenih? Ne vem, se mi zdi, da je kakor pravite, res, dosti ljudi je, ki ima povezavo, ne, in ta dva talenta si nekako blizu. Jaz bi rekel, da je vseeno meni muzika bolj, ne, malenkost bolj. Jaz sem si, v otroštvu, pa celo mladost, pa tudi, ko človek raste, jaz sem se bolj videl kakor muzikanta, kakor likovnega ustvarjalca, ampak seveda nisem hodil v kakšno glasbeno šolo, tudi danes nimam kakšnega strokovnega znanja, takega teoretičnega, tako da po tej plati se ne morem šteti kakor glasbenik, ampak veselje do muzike, pa ta navezanost, sčasoma seveda, tu ni bilo kar tako, ta navezanost na slovensko muziko, tu je počasi raslo, tista leta, kadar sem bil jaz mladenič, seveda so bili ti vplivi, je plusknil ta val zabavne glasbe z zahoda in smo bili vsi neumni, seveda smo želeli si posnemati te stvari in biti na tekočem in tako da, ja. Takrat je bila ljudska pesem nekoliko odrinjena in skoraj da bi jo že pozabili, le posamezni so jo ohranjali, vi pa ste zanimivo prišli, torej v teh svojih razigranih mladostnih letih kot študent v Ljubljani, do te glasbe, znova do tega izvora preko rezijanskih pesmi. Ja. To sem slišala v enem od vaših intervjujev za nacionalni medij. Prav zanimivo, res. Enkrat sem šel, me so te stvari zanimale in sem skušal slediti tem stvarem na glasbenem področju, ker so se dogajale v širnem svetu. Ampak v eni trgovini s ploščami sem jaz videl tam eno ploščo, mislim, da je bil naslov Dolina Rezi ali nekaj takšnega, in so bili eni godci tam s temi citirami in bunkulami njihovimi pa me je čist firpca, sem prosil tistega tam zaposlenega, če mi lahko tisto ploščo malo zavrti, da slišim, in jaz sem bil tako v trenutku navdušen in sem tisto ploščo kupil, nisem kupil nič drugega in še zdaj mora nekje biti. Tako da, ja. Pol pa seveda si človek širi ta obzorja, pa vidi, da je tudi doma kaj zanimivega, da ni treba lih v rezijo potovati, ampak če poiščeš v svojem okolju, je seveda v tistih letih je bilo še nekaj izvajalcev in ljudi, ki so vsezadnje moj oče, ki je s svojimi brati imel in strici, so bili tudi muzikanti in so poleg teh seveda stvari, ki so se vrtele na radiju, so vsake toliko zaigrali tudi kakšno tako, ki je bila že z dolgo brado, kakšen komad, tak, ljudje so takrat tudi znali še zaplezati, te stare pleze, pa tako. Ja, in potem človek si širi tako ta obzorja in tega ni nikoli konc. Ker ste poznani kot zbiratelj ljudskega, ampak katero ljudsko, kaj ljudsko zbirate vse? Glasbeno tradicijo, glasbeno izročilo ali širše? Vse po vrsti, se pravim, tu se ta vrata se kar odpirajo, človek začne z enom, ampak ne veš, kam te bo peljalo naprej. Tako da, s to muziko ljudsko sem začenjal, ampak pol se ti odpirajo, kakor res ta področja. Mogoče me je najbolj pritegnilo, poleg muzike, me je še najbolj pritegnila oblačilna kultura. Na naši Mikvence se s tem
ni ukvarjalo prav veliko ljudi, ne, in tudi vedenje o tem je bilo relativno skromno. In pač sem bil priden tista leta, to je 35 let, skoraj 40 let nazaj, so ljudi seveda še imeli tu v spomini, so imeli ta čas pred Prvo svetovno vojno, še so doživljali kakor otroci in tu sem je globoko vtisen spomin. Jaz sem iz tistih njihovih spominov sem dobival potem podatke, pa ker imam še nekaj tega likovnega talenta, sem lahko tu narisal, ne, skiciral, ker če bi samo pisal, mogoče bi bilo premalo, ne. Tako sem pa tam ljudem, ki sem hodil okrog, pa jih cukal za rokav, sem pa tisto risbo pokazal, pa sem rekel, kaj je bilo tako, pa je bilo daljše, pa je bilo krajše, pa barve smo iskali, pa tako naprej. Se pravi, da smo se skušali dobro, prav dokument, no se veste, kako je spominam, je pa ni, ne, ampak smo se skušali s temi ljudmi zmeraj tako pogovoriti, da smo prišli nekako do enega zaključka, da je pa bilo podobno, no, tistimi, kar sem jaz pa tudi tako vizualno. In kam ste to bogastvo potem dali? Je v knjigah, so bile razstave? Kam je šlo to? Kje lahko to ljudje vidijo? Kako globoko vam je uspelo s tem prodreti? Saj ni ostalo samo za vas in vam. Ja, upam, da ne. No, ampak kako je bilo s temi, prav s tem področjem? Človek si zmeraj misli, še kaj, še nekaj, še moram še, ne vem še vsega, ne, ni še pravi cajt. Pa se bom šel v penzijo, pa bom v penziji nameri tu delal, ne. In tako leta tečejo, no sej, tudi vsa ta leta niso prav brez veze. Človek zmeraj se kakšno malenkost še zmeraj zve, ali pa da vem, se kaj najde v literaturi ali kaj, tako. Zdaj pa sem začel malo bolj resno, pa upam, da bo enkrat, da bo to šlo nazaj med ljudi, no, da bo ta informacija, ki me je tako zanimala pa vznemirjala tista leta, da bo prišla nazaj do ljudi, mogoče, no, če bo po sreči, če bo tu. Zdaj namigujeva na kakšno zbirko? Ja, ampak kaj, ko se o načrtih ne sme govoriti, ker sem se že tolikrat ujel, da sem kdaj kaj oznanjal prej, kakor je bil čas. Tako, seveda, ampak želje so, da bi prišlo lahko nazaj do ljudi v eni take obliki, no, dosegljivi. Potem vas pa res ne bom vlekla za besedo, kot rečejo. Gospod Romeo, zakaj imate takšno ime? Posebno. Res posebno. Nobeden ne pozabi, jaz se predstavim in vsi vejo za zmeraj. A veste, kako je bilo meni? Jaz sem bil nesrečen zaradi tega imena. Nisem mogel sprijazniti z njim. Res je bilo toliko nenavadno in posebno. Zdaj, mogoče na stara leta sem navadil, pa se kaj hecamo podkrupli, ampak v ti dobi odraščanja, ko je človek bolj kritičen do sebe, pa ne, nisem bil zadovoljen s tem. Ja, kako je bilo? Stric, ki je najmlajši brat od očeta, je bil prvi večer gledal film Romeo in Julija v kini v Bistrici. In mu je bilo to tako krasno ime njemu. In kadar sem se jaz rodil, drugi dan je lobiral pri mojem očetu, dajte mu ime Romeo, dajte mu ime Romeo. Ni bilo nobenega Romeo, tako naprej. In tako oče je potem, sem jaz zdaj kar spremljiv, ne vem zakaj. Mama je bila nesrečna, ampak je tela ugoditi očetu, no, za prvega fanta. Ja, zanimivo, no, ampak tako je bilo, ja. In tako ste, in nosite to ime, lahko rečeva, po eni od pretresljivejših, ne vem, če ravno lepših ljubezenskih zgodb, tako ste tudi vi prenašalec svojevrstne ljubezni s svojim imenom, ljubezni do tradicije, do izročila, to vam je dano in obkrožajo
naju, vaša likovna dela, predvidevam, vaša likovna ustvarjalnost, prekrasne citre, ki imajo tudi že svojo častitljivo starost, in pa rezbar ste med drugim in vidim, da rezbarite jaslice, ki so prav posebne. Kaj ta trenutek v decembru najraje delate? So prav jaslice tiste, ob katerih tudi kaj premišljujete, o življenju sploh, o odnosih med nami? Ja, jaslice. Premišljujem, seveda premišljujem tudi, kadar ne delam jaslic. Decembrski čas pa res namenjam jaslicam, zadnja leta. Ne, že kar desetletja. Jaz si ne predstavljam, da bi december šel mimo, pa da bi edino v tisto leto prvojakih. Moji najzgodnejši spomini, ker se jaz spomnim, so povezani na jaslice. So vezani na jaslice. Ampak kakšne jaslice? Takrat tista leta se ni nič kupilo, ne? In jaslice, ki smo jih mi postavljali kakor mlada družinca, se pravi, jaz sem mogel imeti 3 leta, recimo, no, je naredila moja sestrična, jih je naredila iz gipsa, je vlivala, vendar ta deklica ni vedela, ona je bila še v osnovni šoli takrat, no, ni vedela, kako to izvesti tehnično, ne, kako bi ona to naredila, in je res zanimivo naredila kalupe iz krušnega testa. In v to testo, ki ga je zamesila, je vtisnila iz papir mašeja stare jaslice, ki so jih oni imeli doma, in nam naredila vsi žlahti, ne samo nam, ampak vsi žlahti, vsi smo imeli enake jaslice in pol pobarvala se s tistimi šolskimi barvicami. To je bilo za me nekaj prekrasnega. In en stric, ki je bil mizar, nam je naredil vsem enake štalce. Tako da smo imeli, kakor če bi bilo s trgovine. Kamor smo šli, no, so bile te jaslice zelo podobne. Tako, ja. No, in seveda to veselje do jaslic, recimo, da izvira od takrat iz tistih otroških let, so imeli pri stari mami, pa pri noni so imeli drugačne, tudi papirnaste, ne, tiste. Jaz zdaj tu kolekcioniram, ne, tu jaz zdaj spravljam, celo iščem, ne sam spravljam, ja, papirnaste jaslice. Tudi sam sem naredil noce, te, ki ste omenila, ki so šle v Rim, so iz papirja in tudi recikliranega papirja, nič novega ni bilo, tam sem ponucal vse in na stare kartone, pa tako, sem tak človek, težko kaj zavržem, pa vse spravim, no pa z tistega nabranga sem pa naredil tudi ene take papirnaste jaslice, ki so šle na to dolgo pot. V Rim do papeža, zdaj pa jih lahko vidimo v muzeju na Brezjah. Ja, potem sem jaz tu dal v muzej na Brezje, so jih bili veseli tam, ja, upam, da še kdo drugi opazi tam. Ker so posebne, ker so papirnate, kaj se je zgodilo pa s temi, ki jih omenjate od vaše sorodnice, od te mlade deklice? Ja, tudi jaz, kadar sem srečal to sestrično, sem zbiral, rekel, veš, te jaslice. No, mi smo tiste jaslice smo mi dali naprej eni drugi mladi družini, ker jaz sem hotel imeti večje jaslice, ne, kadar sem bil hodil v šolo in pa sem šparal celo leto denar, vse tisto, kar smo dobili za kakšno praznovanje in tako naprej. In sem eno leto sem si kupil, tiskrat se seveda v trgovinah še ni prodajalo, sem si kupil v Faroži, v Zakristiji so po eni nedeljski maši, to mi je moglo biti okrog Miklavža, sem si jaz kupil en komplet, tako so se mi zdele silno imenitne, da so bile od tega izdelovalca Viktorja Konedica, ki še danes njegovi nasledniki delujejo in delajo. In tiste jaslice, ampak, glejte, jaz sem si jih tako spravil, da jih ne najdem več.
In jih iščem. Ma veste, kolikrat sem jaz že te jaslice iskal? Ja, no tako, enkrat jih bom pa najdel. No, Ker veste, da nekje pa so. Ja, ja. Ker je vaš dom je kot muzejska soba, vse povsod so zakladi. ja, no, ni tako hudo, pa bi bilo, jaz bi nanesel tega dosti, ampak žena pa tudi otroci potem niso najbolj srečni, če jaz kaj privlečem tašnega, pa tu razstavim, pa me malo držijo nazaj, tako da spravim tu, tam v stari hiši imam, pa imam tukaj na podstrešju tega stanovanja imam tudi naložene stvari, pa nekaj v kleti, pa tako naprej. No, skratka je tega kar precej. Ja, drugače pa res jaslice so meni, veste, prvo leto, ker smo prišli sem v novo stanovanje, sem jaz naredil prve lesene jaslice. Čeprav sem že prej izdeloval, no, sem naredil iz Das Masa pa tako, in te lesene jaslice. Meni je to rezlanje v decembra, jaz nisem mogel delati tu novembra ali pa poleti ali ne vem kdaj. Samo, kadar se je začel ta zimski cajt, adventni čas, tiskrat sem jaz mogel nekaj narediti na temo jaslic. In sem recimo, dokler sem bil v službi, ni bilo časa, ne, sem naredil mogoče par figurc, si to eno delo tako, ko ne gre, ne moreš narediti, ne vem kaj, ne. Tako zvečer, ker so šli otroci spat, pa sem jaz tam lepo počasi malo razlil to očke, pa tako. Zdaj pa že prej začenjam, no, že v jeseni začnem, posebej, ker sem naredil tudi za cerkev v Radečah jaslice, pa seveda morajo biti tak cerkvene jaslice, ne morajo biti samo 3 figurce, pa tako naprej, sem rabil več časa. No in tiskrat sem prvič začel, da nisem samo decembra razlal, ampak da sem že prej, ne, ja. Zakaj ste se odločili prav za papirnate jaslice, ki so potem potovale na to veliko razstavo v Rim? Zakaj prav iz papirja, ker vam je les tako blizu, pa tudi več vaših prednikov je bilo tesarjev zelo spretnih z lesom in očitno je ta material tudi vam v vaši duši lepo zaigra in se vam izrisujejo podobe. Ampak zakaj ste se pa odločili prav za papirnate? A za papirnate, jaz sem naredil ene par papirnatih jaslic že prej. Take preproste, pa sem tu pošiljal kakor božično novoletno voščilnico, no, tako da se je dalo izrezati ne. Pa nekam postaviti. Ja, nekam postaviti. Da sem malo animiral tudi te svoje znance, prijatelje, ki sem tu pošiljal, sem rekel, bom videl, če bo se bo kdo letel. In potem so na društvu jasličarjev, no, so dobili eno vabilo ali ne vem, en namig iz Rima, da bi tudi mi sodelovali, da bi Slovenija imela svoje zastopnike na tej razstavi. In so rekli, evo, vi ste tak, mogoče bi pa papirnate, ne, so že tako malo z mode, pa tu ne vemo, no ja, so v enih deželah še naredijo, ne, pa bi mogoče vi naredil ene iz papirja. In tako sem se poleslo to. Potem so mi pa dali mere, ne, so rekli, ja, toliko so lahko široke, toliko so lahko visoke. Pa sem bil pa spet malo jaz nesrečen, je bilo spet en izziv, ker ponavadi sem jaz delal vse tako visoko, vse je moglo biti visoko. Se pravi, so bile te jaslice ozke, moje prej, pa so silne nekam višino, ne? Tako malo poduhovljene. Zdaj oni so pa meni dali dovoljenje, da se pa podolgovate mogo narediti. Ojej. No, potem sem pa, ampak veste, kako je bilo interesantno? Že po telefonu, ko smo se tu pogovarjali, na tisti listek, ki je zraven telefona, ko ima človek nekaj tam za pribeležiti kakšno številko, jaz sem jih že tiskrat narisal. V grobem si jaz imel že, ker so mi povedali, kakšne dimenzije ne bi bile, sem jaz že narisal te naše slovenske hribčke in to obliko štal. Tako da je bilo že narejeno med pogovorom, sem jaz imel že nekako tisto narejeno. No. To je pa ta misel, ki se poveže z roko, ta miselna roka in to je pač res ta pot umetniškega izraza, gospod Romeo Vovk. Pa se dotakniva še vašega likovnega dela. Kralju v Londonu so pa poslali čebelnjak in panjske končnice,
z vašimi ilustracijami. Tudi tule za vami vidim prekrasno, res dolgo skrinjo, tako dolge, ne vem, če sem jo že kje videla, niti po muzejih tako dolgih človek ne vidi. Je nimajo, kaj ne da ne? Ja. To je naša tipična skrinja. Take so bile tako dolge, take so bile, da so lahko spali na njih, veste. Ja. Skratka, so imele več namenov, ker načeloma videvamo veliko krajše, skoraj da za pol metra ali celo prepolovljene, kot je ta vaša skrinja. Skratka, kako ste poslikali Panjske končnice? Ste se držali tega tradicionalnega načina in risbe ali ste šli znova v neko svoje iskanje? Mogoče še malo nazaj. Jaz sem, moj sodelavc, pokojni Vojko Čelegoj in prijatelj, je bil čebelar. In njemu smo podarili, potem ob eni obletnici, okrogli se ne vem, koliko je bilo, smo podarili en panj, ker je bil on tak ljubitelj gora in tega in snežnika, smo jaz narisal na ta Aže panj, ki je tudi, si ga malo lastimo zaradi Antona Žnidaršiča, tudi Bistrčani, no, sem mu jaz narisal ta motiv snežnika, pa in pušelj zraven z tega cvetja. In tu so videli, ob eni priložnosti so videli na ti čebelarski zvezi in potem, kadar so se oni odločili, da bojo dali takrat še princu, princu Charlesu za darilo slovenski čebeljak in čebele in tako naprej, ker so zvedeli pa, že on tudi čebelari, so mene prosili, če bi to naredil, ne. No, seveda je bil to en izziv. Kako sem delal? Delal sem tako, da sem združil, tako probam tudi vseh teh likovnih svojih ustvarjanjih se držati tega. Malo izročila, ali pa, ne bom rekel malo, del izročila, del svoje likovne govorice in del tega duha časa, kar se pravi, da tega dela ne moramo reči, tu pa je zdaj iz 19. stoletja, ali pa tu je nek anonimen del, eden, ki se ga ne prepozna po barvi, po potezi, tako. Na ta način sem naredil to. Šel sem pa čisto statistično, tako po literaturi. Toliko je bilo, kakor je verskih teh motivov, najstarejša mislim, da je Marija, Božjepotna Marija, sploh na teh Panjskih končnicah, pa sem njo narisal, potem pa svetega Joba, ki je zavetnik slovenskih čebelarjev, zdaj je bil svet Ambrož, ampak Ambroža nisem delal, Ambroža drugi čebelari po Evropi, po svetu. Tako, nekaj je bilo teh humornih, nekaj teh, ki se norčujejo iz stanov, pa tako naprej. Mislim, čisto statistično po procentih, kakor imajo te muzejske zbirke zabeležene in to razdeljeno, tako sem tudi jaz naredil za ta panj, tako. Vaše ilustracije, so te tudi vaše delo, za vami dve sta uokvirjeni? Ja, tudi, vse je domače. In to je vaš izraz, ta zelo natančen, jasna linija. So knjige z vašimi ilustracijami? Nekaj je bilo tudi tega, tudi nekaj sem ilustriral. Veste, človek se s časoma spreminja, pa ne vem, tle je ena malo bolj divja, je bolj z mladih let. Zelo eksperimentalna. To ne vem, če boste prepoznali, to je Predjamski grad, to je bil nek extempore, to je slučajno ostala tle doma. Drugače pa človek s časoma, kakor se oblikuje, pride do ene svoje tiste govorice, do ene svoje misli, kadar dela ta likovna dela. In tako sem jaz tudi, jaz sem pogrešal v tem našem domačem prostoru, v naši domovini, nekaj takšnega, kar je recimo sinonim Maksim Gaspari. Danes, jaz ne vem, je te likovnike malo sram ali kaj, jaz ne vem, in izročila in dediščine in tako naprej.
zelo malo nisem bil zdaj, se nisem dobro izrazil, nekaj tega sicer je, ampak ne toliko, kot bi pričakovali ali pa bi bilo nekako naravno. Pol sem pa skušal to vrzel tudi s temi svojimi deli malo zapolniti, no. Meni ni do tega, ali se bo kdo temu nasmihal, ali bo gledal zviška. Jaz niti ne razstavljam teh stvari, tu naredim zase pa za svoje okolico, pa mi je čisto vseeno, ne. Se pravi, jaz nisem obremenjen s to likovno kritiko ali javnostjo ali ne vem čemerkoli. Tako da lahko naredim tako po svoje, kakor meni paše. Zelo ilustrativna, kot sem že prej rekla, natančna risba, precizna, s polno simbolike. Veliko premišljujete, preden to seveda potem prenesete na list. Seveda razmišljam. Jaz se nikoli ne lotim dela z eno tako, kaj bi rekel, brez skrbi. Zmeraj ena zadrega, kako bi, kaj bi. Mogoče tudi zaradi tega, ker je tako moja produkcija tako mičkena, pa ker sem toliko razpet, me toliko stvari zanima. Tako da, kadar se lotim, pa lepo tisto delo dokončam, no. Res ne vem, če je bilo kakšno, da pa ga nisem speljal do konca. Mogoče kakšno, ampak v glavnem pa tisto, kar začnem, rad pripeljem do konca in se pravi, je treba malo premisliti, ne, da, no, sej človeka, kakšne stvari vodijo same, ne, gre malo po svoje, tako tudi, ampak v glavnem pa malo razmišljam. Pa nekaj je treba, človek mora nekaj vedeti prej, kakor se te stvari loti, posebej, če češ biti tako ne toliko natančen pa pošten do tistega, kar delaš, moraš malo poznati, ja. Zdaj pa upam, da se v mojih delih vidi tudi to, da imam rad to naše izročilo in da, recimo, da o njem nekaj vem, no, skozi vsa ta leta zanimanja, da je tudi, evo, tukaj se pa vidi ta pedagoški ta odklon, ali kaj bi rekel, ko moram poučevati, pa neke ene informacije posredovati, tudi mogoče tam, kamor ne bi treba. Seveda sem privilegirana, ker zdaj gledam vaše slike, tiste, ki so ukvirjene, ki so zdaj v mojem vidnem polju, in ko razlagate, je oblačilna kultura zaobjeta. Takoj se vidi, ali ste se srečala meščana na vaših risbah, ali govorite o nekem kmečkem, preprostejšem življenju, kjer pa je vendarle polno simbolike. Tudi ta odnos je zelo dobro nakazan. Ja, je tradicija zelo bogato zaobjeta, jo je pa treba seveda poznati, oziroma ko stopiš pred sliko, se je treba zazreti v vsak detajl. Teh detajlov je pa mnogo na vsaki ilustraciji. Za sklep pa vendarle glasbeno delo tria Volk Folk iz Ilirske Bistrice. Vi ste prisotni na tolikih nastopih, koncertih, ki so povezani s to ljudsko glasbeno dediščino in izročilom naše domovine, prejeli tudi nagrade. Kako bi pa v povzetku o tem vašem delu? Vem, da je bil stric tisti, ki vam je prinesel kitaro, vas s tem osrečil, vam prinesel tudi rezbarski material, vas s tem močno osrečil, seveda iz Kanade, ker je šel stric preko luže. To je ta, ki vas je poimenoval, zaradi njega ste tudi Romeo, tako je. Poznamo nekaj te vaše zgodovine, vemo tudi, da je bil vaš oče muzikant, od tod tudi potem to vaše zanimanje. Pa vedno ste si želeli imeti glasbeno skupino, no pa jo potem vendarle ustvarili s sinom in s hčerjo. Kaj povedati še o skupini Volk Folk? Ja, jaz sem bil tako zadovoljen, ko so ta dva otroka rasla in sta imela ta glasbeni dar, sta prinesla s sabo na svet. Gregor je bil še v živki, mičken, on se je toliko zabaval z zvokom, toliko je pel ta dojenček, ja, ga je bilo veselje poslušati. No, pa kadar sta otroka rasla, potem se je seveda to še bolj prihajalo do izraza. Ja, ampak tu pa vsakmu rečem, nič nismo planirali, veste, nič, to je tako nastalo, ti
naši glasbeni darovi so se srečali po enem, ne vem, če po naključju, ampak no, tako v glavnem meni v veselje, pa tudi nima dvema, ne. Jaz sem čakal, kadar sta odraščala, pa sem res čakal, sem rekel, en dan bosta rekla, ne zadosti da hecu, se ne gremo več. Najdi si ti kakšno drugo kompanijo. In nikoli nista rekla, ne bova, zadosti, nam se to ne dopada. Ne. Hčerka je akademska glasbenica, je pianistka in tudi ta, zdaj ne vem, če bom propovedal, skratka, delala je tudi ta oddelek na glasbeni akademiji za teoretičen del glasbe. Sin je sicer agronom, ampak v njega je sama muzika. Ti inštrumenti, ki jih mi igramo, so tako pomembni za, ali pa ne vem, ta glasbeni izraz, tako pomembni za našo slovensko glasbeno preteklost, da jaz sem včasih malo razočaran, ker poslušam, gledam, ne vem, to, kar je pač meni dosegljivo in tu je nekam izginilo, ne, Slovenci, nas tako zanima ta svet, nas fascinira, mi se ukvarjamo z drugimi glasbami, mi igramo glasbe drugih narodov, pa kar na svoje izročilo malo pozabljamo. Tako da lih z tega stališča sem rekel, zakaj mora biti tako, no? Zakaj ljudi občudujemo vse, kar je se tu ni odčeraj, no. Zakaj pri nas občudujemo vse, kar pride od zunaj, od drugotno, in potem smo tako malo načrtno tudi malo skrbeli za to muziko, da bi se pa le ohranila naprej. No in zdaj so že vnukci rasejo gori, tako da en cajt mi nismo nastopali. No, je bila ta korona kriza, seveda ni bilo nič. Potem sta oba imela otročiče, sin in hčer, tudi nismo mogli nastopati, ne. Pa sem jaz zbolel nekaj, pa tudi nismo nastopali. Tako da zadnje čase relativno malo nastopamo, ali pa vsake toliko nekaj malega. Prej pa smo obredli kar precej sveta, ja, smo igrali na kakšnih prav pomembnih festivalih in tako po Evropi. Ja, zanimiva izkušnja. Kako ljudje sprejemajo to našo muziko z navdušenjem. Sej nam se zdi strašno enostavno, no, sej tu ni ravno kakšna, ne vem, potrebna, ne vem, kakšna virtuoznost. Recimo jaz igram na kontrabas, ne, zdaj v teh zasedbah naših, tam ni treba kakšne velike virtuoznosti. Meni se zdi enostavno, da igram recimo preenostavno, ampak seveda, tako so tudi igrali včasih, ne. Ampak kako to sprejemajo tuji poslušalci? Mi smo imeli krasne izkušnje, kamor smo prišli, ne. Jaz se spomnim, enkrat smo bili na Poljskem, je bil en festival in je padal dež. In sem rekel, tu ne bo nobenega, kaj, kdo bo tam na dežju ostal, vse je bilo poletje, kdo bo na dežju ostal pod Marelo pa nas poslušal, ampak ti ljudje so kar stali, ne samo, da so stali, oni so plesali, to se nam v Sloveniji ne zgodi, pa mladi ljudje, to so začeli plesati in so se vrteli in seveda pa je tudi tismu, ki je na odru in muzikant in da neko en pospešek, ja, da je še več v tisti muziki. In tako naprej, no, precej je bilo tega, ja. Kaj ne, vendarle Italija, Francija, Španija, Poljska, Nemčija, Avstrija in še marsikod drugod ste bili vse povsod po Sloveniji, dobili za to tudi pomembno nagrado strani Javnega sklada za kulturne dejavnosti, Maroltovo listino. Vaša gočovska zasedba, kot ste omenili, bas, tega vi igrate, gosli in oprekelj. Ta sestav, ki je najbolj značilen za glasbeno izročilo slovenskega prostora. Ja, predvsem tega osrednjega, no, ali pa večine slovenskega prostora, mogoče razen Rezije,
pa Bele krajine pravijo, no, tu ne bi bilo ta zasedba, so rekli lesena muzika, lesen, ker je vse leseno, razen, no ja, strune so bile kovinske, so mogle biti, ali pa iz črev. Tu je ena zasedba, ki se nam ne pojavlja, no, jaz ne vem, mislim, da smo samo mi, ki igramo v tej zasedbi. Poskuša sicer kakšna folklorna skupina, naša Nina, ki igra v Prekli, je imela tudi, so tu poimenovali Mala šola oprekljanja, je tudi skušala naučiti nekaj teh muzikantov v glavnih iz folklornih skupin, da bi, zdaj ne vem, koliko je to zaživelo, no, ampak nekaj sigurno je. Potem so tudi problemi priti do tega inštrumenta, ker pri nas tega v taki obliki ne dela nobeden, no, tu so ti oprekli trapezaste oblike, in je bilo treba to naročiti v Avstrijo, tako je šla ona, pa še ena kolegica z glasbeno-narodopisnega inštituta prav v Avstrijo, k enemu izdelovalcu, da so se tam dogovorili, da je izdelal prav po enem ohranjenem muzejskem opreklju ta inštrument, no. Hvala vam, gospod Romeo Vovk iz Ilirske Bistrice, vsestranski umetnik, sicer po profesiji likovni pedagog. Hvala za to vaše bogato ustvarjanje in poustvarjanje, da ste ohranili toliko gradiva našega slovenskega naroda in srčno upam, če smo nekoliko pozabili na to tradicijo, da pa zdaj prihaja močnejši val in potreba po ohranitvi, po ovrednotenju in da bomo v njem našli tisto navdušenje, kakršnega ste vi, ki ste pred časom našli v svoji mladosti in to uspešno prenesli na mlajše generacije in upam, da bo tudi vam mnogo ljudi sledilo. Hvala za ta pogovor in za srečanje v tem vašem prostoru galerije, kjer se čuti vaša široka vsestranskost. Povzemite, bližamo se novemu letu, zdaj smo v prekrasnem obdobju božičnega praznovanja, danes je Štefanovo, dan samostojnosti. Povzemite v misli dveh, kar bi nam radi predali, da bi se vtisnilo v srca, da bo prihodnost drugačna. Ja, jaz tega močno želim. Res je ta decembrski čas, praznični čas, verjetno najlepši v letu. Danes je tudi dan snubcev. Na današnji dan so hodili snubači k svojim izvoljenkam in zapust je bil že uhcet. Jaz tudi želim, da bi ta ljubezen nekako, da nas bi nekam pripeljala do ene take lepe povezanosti tega naroda, ja, da bi bili malo bolj naklonjeni tem izročili in tem našim stvarem, ki jih nam ležijo pred nogami, pa jih ne vidimo, pa so tako važne in pomembne za nas, za našo prihodnost, mogoče tudi za današnji čas, ampak tudi za prihodnost, da bi to razumeli, da bi in tu postavili, da bi bilo to nekaj običajnega, da bi postavili to v prvo vrsto, pa seveda vse to drugo ne smemo zanemarjati, ne, saj svet je danes bolj povezan, kakor je bil kdajkoli, ampak najprej bi mogli pa seveda poznati svoje reči in jih nekako oplemenite, nesti naprej, no. Gospod Romeo Vovk, najlepša hvala. Hvala za to sporočilo ljubezni in vsega dobrega želimo tudi vam. Ustvarjalnih priložnosti še, tako na likovnem kot glasbenem področju. Hvala. Hvala lepa. Via Positiva. Via Positiva. Via Positiva.